Na današnji konferenci, ki je naslovljena s pametno specializacijo, kam gremo Slovenija do leta 2020, smo najprej dobili predstavitev dosežkov centrov odličnosti, kompetenčnih centrov, ki so v bistvu eden od prvih instrumentov v smeri preseganja tako zvane doline smrti med raziskovalno sfero in gospodarstvom. Ti centri so v bistvu naslavljali področje, kako s povezovanjem kompetenc v znanosti, kapacitet v gospodarstvu najti nove produkte, nove poslovne modele, zato da bi okrepili konkurenčnost tako znanosti kot konkurenčnost gospodarstva, zato da bi lahko ustvarjali bistveno višjo dodano vrednost, kot jo ustvarjamo danes. Na današnjem posvetu se je pokazalo, da so bila nekatera pričakovanja, kako hitro bodo tako centri odličnosti kot kompetenčni centri zadostili pričakovanjem tako znanstvene sfere kot gospodarstva, da bi čim prej pokazali rezultate na trgu, da so bila pri nekaterih pretirana, pri nekaterih upravičena. Zagotovo pa so vsi potrdili, kako pomemben je ta eden in drugi instrument za to, da je začel gojiti povsem drugačno kulturo povezovanja, ki je velika ovira v Sloveniji za to, da bi dosegli več, kot dosegamo danes. Centri odličnosti in kompetenčni centri, ki imajo kompetence, kapacitete za to, da čim prej pokažejo svoje rezultate na trgu, bodo zagotovo eden od stebrov bodoče razvojno-raziskovalne politike, ki bo morala v skladu s strategijo pametne specializacije usmerjati razvojna sredstva, javna, nacionalna in evropska, tja, kjer bodo dala čim prej učinke na večji konkurenčnosti in inovacijski sposobnosti gospodarstva. Današnja razprava je pokazala, da je povezovanje med gospodarstvom, raziskovalno sfero na področjih, kjer imamo kritično maso tega znanja in kompetenc in s katerimi bomo z naslavljanjem novih trgov, ki jih predstavljajo učinkovita raba energije, varstvo okolja, varno in zdravo življenje, staranje prebivalstva, da bomo skozi te v bistvu našli tiste nove produkte, nove storitve, nove poslovne modele doma in na tujem, s katerimi bomo lahko v letu 2020 izkazovali bistveno boljše indikatorje, kot jih imamo danes. Cilj je povečati dodano vrednost na zaposlenega za vsaj 50%, od današnjih malo manj kot 40%, na vsaj 55, celo 60%, kar ni enostaven skok. Zagotovo pa mora biti model, po katerem bomo delovali v prihodnje, da bomo vsi skupaj investirali v razvoj, ne samo trošili denar, da bomo pametno investirali človeške resurse, da bomo našli nove vzvode za to, da bomo izkoristili razvojne priložnosti tudi tam, kjer jih danes še ni, da bo sistem bodočih razpisov odprt, da ne bo usmerjen zgolj v neko trošenje denarja, da je v bistvu to tista dodana vrednost tudi današnje konference, ki je pokazala, kako je to pomembno. Naša prihodnost je v temu, da bomo vsi skupaj vlagali, pametno investirali v nekaj izbranih področij, kjer smo najboljši, ker je to edini pogoj za to, da bomo lahko kot konkurenčna, trajnostno naravnana država ohranili tudi našo družbeno blaginjo.